Takole pozdravljeni, kot smo obljubili, se vam seveda znova posvečamo tudi po filmu in to z gosti. Danes imamo to posebno priložnost, da smo imeli moč spremljati pravzaprav edini slovenski film v letošnjem naboru filmskih srečanj ob kavi in kot smo ga tudi napovedovali, gre za film, ki je doživel svetovno premiero na festivalu Tribeca v New Yorku, gre za film, ki je osvojil 7 vesen na festivalu slovenskega filma in bil tudi slovenski kandidat za tujejezičnega Oskarja. Seveda smo izjemno veseli, da so z nami najprej najdlje od mene, direktor fotografije Mitja Ličen in pa tule, lepo prosim za aplavz seveda, in pa ob meni še Boris Benko in Primož Hladnik, člana zasedbe Silence in pa tudi avtorja glasbe v primeru filma Odrešitev za začetnike. Verjamem, da imate tudi sami ogromno vprašanj, mora biti toliko, da začnemo s tem pogovorom. Mitja, vprašanje, kar se tiče samega projekta, same zasnove. Imaš ta privilegij, da pravzaprav nisi samo direktor fotografije, ki se priključi projektu na koncu, ampak si nekako bil vpleten skozi celoten razvoj. Kako je Sonja začela snovati film in koliko te je mogoče na začetku presenetilo ob tistem prvem branju scenarija, da je šlo za morebiti, vsaj zdelo se je najprej, odklon od njenih običajnih scenarijev? Živo. Se pravi, Sonja je začela pisati ta scenarij, mislim, da je to bilo leta 2017, medtem ko je montirala svoj prejšnji film. In zdaj ne vem, koliko vi poznate njene prejšnje filme, v bistvu so vsi dosti radikalne arthouse drame. In ko mi je poslala ta scenarij za prebrati, sem jaz bil dosti šokiran, ko se mi je zdelo, da je napisala komedijo. Tako da bi se mi vklical takrat, on isti dan, rekel, Sonja, čakaj, to je komedija, kaj se greš? In mi je enostavno rekla, glej, mogoče pa rabim malo odklop od teh resnih filmov, bi rada počela nekaj, kar me malo še zabava zraven. In tako se je začela ta pot. In ravno zdaj sem razmišljal, v bistvu, kako mi dva s Sonjo sodelujemo. Včasih se mi je zdelo, da je mogoče bolj naporno zaradi tega, ker smo par, zato ker praktično ne mine dan, da se ne bi pogovarjala o trenutnih projektih. Se mi včasih z njene strani zdi skoraj, kot da gre za mobbing, vikendi, jutra, kave, pač non-stop. Ampak sem dojel pred kratkim, da je v bistvu to luksus. Ker si z njo lahko privoščim nekaj, kar si z drugimi režiserji ne morem privoščiti. Lahko sem brutalno iskren do vsega, kar napiše, reče. Medtem ko z drugimi režiserji moram biti zelo previden, kaj rečem, ker pač režiserji so krhke osebe in včasih ne sprejmejo dobro kakšne kritike, rečemo temu. No? Medtem ko pri Sonji si lahko privoščim praktično vse. Se bo to razvilo samo v debato in bomo nekaj novega iz tega potegnili. Definitivno je ogromno privilegijev, ko imaš režiserko doma in se seveda z njo pogovarjaš ob jutranjih kavah in snuješ projekt. Mi je bilo pa izjemno zanimivo, običajno je Sonja nekako gojila, vsaj meni se je zdelo posebno to filmsko estetiko, včasih tudi rahlo temačno, medtem ko v tem primeru je vizualna podoba pravzaprav še toliko bolj izpiljena. Zdi se mi, da je nekako pokaže to izolacijo pred zunanjim svetom. Veliko ste razmišljali o tem, kako spustiti svetlobo, kako se igrati z zvoki, z elementi, ki bodo prihajali v film. Kako je to ob teh jutranjih kavah zraslo, ta vizualna podoba? Se pravi, ta vizualna podoba Sonja, kar se tiče svetlobe, zelo veliko meni prepusti. Se pravi, ona se več ukvarja z tem, z postavitvijo kamere, z gibanjem kamere, oddaljenost od likov, ali hoče so kadri bolj osebni, manj osebni, karikirani. Se pravi, to bolj prihaja z njene strani, medtem ko svetlobo bolj ko ne prepusti meni, zato ker ve, da po vseh teh letih pogovorov me itak že zrežira, jaz sam pridem do rešitev, ko bo do nje všeč. In pri tem sem jaz izhajal izključno iz scenarija. Kot ste videli, ta hiša kot nek vivarij, v katerega se ta družina zapre in tekom filma začne udirati v to hišo najprej tujci, potem narava, živali in tako naprej. In jaz sem v bistvu isti koncept izbral za svetlobo. Se pravi, večina svetlobe prehaja od zunaj not v hišo in sicer tudi po noči, zato je ta narava okrog hiše osvetljena in je v bistvu glavni vir svetlobe tudi po noči, z izjemo tistih parih luč, ko jih prižgajo.
Super. Hvala. Boris Primož, kako je bilo vajino sodelovanje tukaj v primeru z Sonjo? Kako sta vidva pristopila k projektu? Seveda, za tiste, ki ne veste, sta v preteklosti že večkrat sodelovala s Sonjo, ne nazadnje tudi pri njenem zadnjem celovečernem filmu, pri Zgodovini ljubezni, tudi pri njeni zadnji seriji Trikrat. Tako da ste nekako vpletli vzajemno sodelovanje. Kako je bilo s tem projektom? Kako je vaju poklicala in nekako pritegnila k sodelovanju? Ja, res je, ja. Sonjo sodelujeva že nekaj časa. Poklicala naj jo je in smo šli v bistvu pogledati prve posnetke k Teotu, ki ima pač grading studio. To je pač studio, kjer se obdeluje slika. Pač v današnjem času film ne razvijajo več v laboratorijih in tako naprej in tam obdelujejo sliko, ampak se pač slika obdeluje pač v procesu gradinga. No. Ne vem, kako se po slovensko to reče. Koloriziranje slike, mislim, da je. Ja. Koloriziranje na ta način. Tako da smo si tam pogledala prvih 10 minut filma, se mi zdi, no. In nama je to kot nekega črva spustila, da ne o tem zdaj razmišljava. Tako da smo se pa že dobili v studiu, pa začeli razmišljati, katero smer bi šli glasbeno. Ja. Zanimivo mi je v bistvu, kako nekako oblikovati to celoto. Namreč med 7 nagradami na Festivalu slovenskega filma je bila seveda tudi nagrada za izvirno glasbo in napisali so, da glasbe ni mogoče ločiti od gibljivih slik, da je v funkciji zgodbe. Kako to doseči? Kaj sta mogoče sama dva doprinesla oziroma kako sta videla to sodelovanje kot nekaj, kjer ste lahko vidva pustila svoj avtorski pečat? Boris zdaj ves čas prepušča besedo Primožu in samo kima zraven. Tle v bistvu treba reči, da v bistvu ta tema, ki se pojavlja noter, ta osnovna tema filma je pač predelava od Henryja Purcella. To je bila originalno čigava ideja že? Ja, mislim, da v bistvu je nekako je pomembno sodelovanje z montažerjem dosti. No. Se pravi, montažer je v bistvu taki tudi nekako daje ritem, ne, in tudi zgodbo postavlja, v bistvu, ne, se pravi, in sporočilo. Tako da je v bistvu v samem procesu se mi zdi zelo pomembno sodelovanje tudi z montažerjem. No. Tako da v bistvu je montažerka, no, Ivana Fumič, nekako imela to idejo, da bi v bistvu je sama probala že nekaj, no, v bistvu s Purcellom, pa smo potem ugotovili, da mogoče pa res to dobra smer. Super. Redko kdaj imamo priložnost imeti ustvarjalce glasbe na pogovorih, tako da verjamem, da bo tudi s strani publike kakšno vprašanje namenjeno prav temu segmentu. Če je že kakšno vprašanje, kar dvignite roko in vam z veseljem dostavimo mikrofon. Najlepša hvala. Izvolite. Prvo, hvala za tak izbor, da smo tudi en dober slovenski film videli med tem. Disfunkcionalno družino, ampak zelo lepe stvari. Tiste umetniške scena, kjer so ta umetniška dela prikazana in ste zelo lepo poudarili z glasbo. Tisto mimobežnost pogleda tega, da te zvok pritegne, da za trenutek le pogledaš. Hvala. Potem recimo scena gozda, imaš občutek, da je zanemarjen, da ni negovan. Ampak potem pa opaziš, da so debla posekana in pustijo tistim mladim drevjem, da raste. In tisti udarc glasbe tam, ki pride v gozd, v tisto, ni mali tihi raj, ampak je neko močno čustvo. Potem pa zanimivo, no zdaj ni gospe, kaj kostume pripravlja, mladi fantje, a sploh še nosijo spodnjo majico. In tukaj je bilo prav poudarjeno. Ja, tako čudovito vse skupaj. Ena krasna kombinacija umetniških zvrsti.
Hvala lepa. Najlepša hvala. Hvala za komentar. Ja, res je, tukaj je bilo zelo zanimivo najbrž v fazi montaže določene prizore podkrepiti. Kako je mogoče ravno v teh primerih potekalo sodelovanje? Je bilo to tisti črv, ki ga je spustila Sonja že na začetku kriv, ali se je dejansko potem na določene točke seveda glasbo še potenciralo? Glasba je v bistvu dvodelna. Ne? Imamo to osnovno temo, ki se večkrat pojavlja kot neka osnovna rdeča nit. Ta osnovna tema v bistvu so si nekako, vsaj za naju je predstavljala v bistvu na nek način istočasno pogled publike in hkrati v bistvu kako družina filmska vidi sama sebe. Ne? Se pravi, družina sama sebe vidi kot neki napol, kot kralji, kot nekaj veličastnega, nekaj visokega, pomembnega. Za gledalca je pa ta perspektiva malo drugačna. On pa to vidi pač kot neko pompoznost, ki je že na meji komičnosti, ne? In v bistvu ta muzika konstantno lovi to ravnovesje. Po je pa drugi del glasbe, ki je pa v resnici temelji na sintesajzerjih, na elektroniki, ki je podkrepila te scene, tudi, o katerih je gospa govorila. Tako da, ko bi rekel, ko delaš muziko, je ful zanimiva stvar je to, nobene neke standardne rešitve oziroma ne moreš si v bistvu, ne moreš delati po receptu film. Tudi, ko bi rekel, ta racionalna analiza, rečeš, v ta kontekst bo pasalo to pa to, zaradi tega pa tega ne funkcionira. V bistvu vedno gre za nek proces, zelo instinktiven, intuitiven proces, v bistvu veliko probavanja in ponavadi v bistvu stvari, za katere nikoli ne bi pomislil. Neki glasbeni elementi, inštrumenti, neke rešitve, ker nikoli ne bi pomislil, da funkcionirajo znotraj enega konteksta, najbolj funkcionirajo na nekem zelo čudnem nivoju, ki ga kdaj pa kdaj ne znaš dobro razložiti. Ja, veliko eksperimentiranja najbrž je potrebnega in dostkrat biti odprt za to, da se določene stvari enostavno zgodijo, pa je to zdaj v montaži, v gradingu, kjerkoli. Ne? Tako je. V bistvu sta dva sklopa v glasbi, ne? V bistvu en ta, se pravi ta orkestralni, ki se v bistvu nanaša nekako na ta kraljevski občutek družine oziroma pač tudi kralji so nekako odlepljeni od družbe, mislim, kakor je pač tudi ta družina. Hkrati je v bistvu ta orkestralna tema, oziroma ta Purcell, nekako deluje tudi kot motor oziroma vsakič znova zažene film, pa tudi v poglavjih je, v vsakem poglavju se spet začne. Pol je pa v bistvu drugi sklop, pa so te sintesajzerji, se pa v bistvu nanašajo bolj na vesolje, v bistvu njegova želja iti v vesolje, v bistvu se pa na njega, na Mandića. Ja. Super je bil ta kontekst tega vesoljskega, ki ti v bistvu da nek občutek, da obstaja še ena dimenzija izven te, o kateri radi govorimo. Mislim pa, da je bilo to naknadno dodano, če se prav spomnim, sem v enem pogovoru slišal Marka Mandića, kako je dejal, da je to bilo en segment, ki se je kasneje dodal zato, da se še toliko bolj vse skupaj oddalji od neke realnosti. Ja, mislim, da je to Sonja dodala enkrat potem, ko je Jeff Bezos poletel za ono svojo raketo v vesolje, pa nažalost prišel nazaj. Ta družina se nekako hoče, proti koncu filma zvemo, zakaj pač Aleksandar hoče izolirati in zaščititi to svojo družino, zato je zaprel to hišo, mislijo, da živijo sred narave. Ampak nek ta višek izolacije bi bil, da bi spravil svojo družino v to vesoljsko kapsulo in bi šli v vesolje, ker bi bili izven dosega vseh rok. Neka ta ideja je bila za tem. Ja, in dejansko je v letu 2025 oziroma v tem obdobju celo nekaj, o čemer se da popolnoma realno razmišljati, da si srečnež, ki boš poletel v vesolje. Seveda, z dovolj denarja se danes da vse. Ne? Ja. Ja. Še kakšno vprašanje? Hvala za... Seveda. Vedel odgovoriti, zakaj sta sin in oče govorila francosko, da sta bila pokazala, da sta s to oddaljena, ker francoščina je zdaj nekako zelo odzadnji jezik, ne? Redko kdo ga še govori oziroma uporablja. In je bilo prav zanimivo to, kako sta ona dva komunicirala francosko. Hvala. Se pravi, življenje je bil mišljen kot sin,
Aleksandrov sin iz nekega prejšnjega razmerja in pač na ključe je bilo, da je imel to razmerje očitno za neko Francozinjo, Aleksandr pred leti. Mišljeno je bilo tudi zato, da ga naredimo bolj tujca, kot če bi bil Slovenc. Zdaj, zakaj je Francoz? Zato, ker smo takrat v času iskanja koprodukcij smo spoznali Aljošo, ki je bil Francoz, igralec in zato govorita francosko, lahko bi švedsko, lahko bi kjerkoli drug jezik. Tako je pač nanesel. To je realnost pač današnjih filmov, da moramo iskati koprodukcije, da naberemo dovolj sredstev, da jih postavimo. Ta oddaljenost je pa bila mišljena zato, da ga naredimo bolj tujca, kot je v resnici. Ja, dejansko je pri tovrstnih filmih, ko govorimo o tako obsežni produkciji, praktično nemogoče dobiti celotno financiranje v Sloveniji, tako da je veliko koprodukcij. V tem primeru mislim, da 5-6 ali še več. Se pravi, ne pomislim, Slovenija, Italija, Hrvaška, Srbija, Norveška. 5 držav. 5 držav. Ja. In na tak način se seveda potem tovrstni filmi lahko sploh manifestirajo, ker enostavno smo premehni z našo filmografijo in s celotnim proračunom, če želimo ustvarjati takšne izdelke. Mi je bilo pa zanimivo, da najprej je bil Julien mišljen druge nacionalnosti. Se je to prav slišal, da je bil najprej Norvežan, pa da je potem se je našel. Ja, res je. Ja. V času, ko smo še iskali financiranje za projekt, je bil najprej mišljen en Norvežan, ampak je on potem dobil nek drug projekt in je mogel zavrniti našega, tako da... Bi bilo zanimivo slišati Marka, kako govori norveško. Ja. Pustimo za naslednjič. Hvala za komentar. Še kakšno vprašanje? Kje je bilo posneto najbrž? Ja. Ja, ta glavna lokacija je v Italiji, v Čedadu. Spravi, to je zelo kmalu za slovensko mejo. Ampak je pa hiša v resnici sestavljena iz 3 hiš in ena od teh hiš je tudi v Ljubljani, na primer. To nam je naša scenografinja Tanja Stanković nam je pomagala to zakamuflirati, tako da v filmu niti ne opazite, da ste na različnih lokacijah. Tako da, če slučajno iščete to hišo v Čedadu in ne bo takšna, ne vas ne zmoti. Ja, tisti pa Gorica. Stara Gorica. Stara Gorica. Ja, Friuli, Venecija je ta regija. Ja. Stara Gorica, potem te scene v gozdu, ko imate astronauta, to je pri Skaručni, se pravi pri Vodicah, tam imate ta čudovit gozd. Zelo lep zagledati, ni toliko fajn zahoditi, ker je dost mlakuža, vse skupaj, zelo mokro. Jaz moram še eno stvar tukaj vprašati. Mitja, a te lokacije, seveda, kako deluje iskanje lokacij, ko hodite s Sonjo na izlet, a se kdaj zgodi, da rečete, tukaj bi pa en prizor lahko. Kako se najdejo te lokacije, kako gozd v Skaručni postane filmska lokacija? Konkretno ta gozd v Skaručni nismo midva našla. Je našla naša ekipa, ko so iskali primeren gozd. Zdaj, v filmski produkciji se gozd ponovaš, včasih bi bil kak drug gozd, mogoče še lepši za to, kar bi mi radi snemali, ampak če ni dostopen za cesto, ne moramo zgubljati tega dragocenega časa, tako da ta gozd je bil pa res ob cesti, smo se lahko z avti tja pripeljali in posneli vse v radiusu 100 metrov. Tako da je bil idealna lokacija za snemanje. Super. Drugače pa, ja, včasih se zgodi, da Sonja kam pridemo in rečemo, to bi bilo super. Mogoče to na koncu ni ta lokacija, ampak je inspiracija za neko drugo lokacijo, ko jo pol najdemo. Se mi zdi, da biti filmski ustvarjalec in hoditi na izlete ima določene drugačne komponente. Ja. Še kakšno vprašanje? Izvolite. To ni vprašanje, ampak je razmišljanje. Razmišljanje o tej disfunkcionalni družini, v kateri pravzaprav tujci živijo. Vsi so en drugmu tujci in nihče pravzaprav ne ve, kaj se komu po glavi plete. In nobenega kontakta emocionalnega, mislim, ta hlad, na en stran ta hlad te družine, na drugi strani pa ta praznina, od katere se morajo odpočivati v svojem razkošju. In potem ves čas ta srečanja s svetom zunanjim, ki je tako zelo drugačen,
recimo ravno ta družina, ki slučajno v hišo pride tako prisrčno videti, kako oni prijetno skupaj spijo, medtem ko ta družina seveda te potrebe nima. Moram reči, da mene je zelo pretreslo, kako se zgubljajo življenje. Najlepša hvala za razmislek. Zanimivo je bilo pri tej zgodbi, res, ko pride ta družina z vsemi težavami, z tegobami, ampak hkrati imamo občutek, da je funkcionalna. Na drugi strani je pa ta olepšana družina, kjer pa absolutno nič ne deluje. Mislim, da sem nekoč slišal v enem pogovoru Sonje, da je sama imela pomislek o filmu, ko je nekoč se peljala mimo neke avtomobilske nesreče in razmišljala o tem, kako se ljudje odzovejo, zakaj gledajo, koliko gledajo, koliko je v nas tega vojarizma. V bistvu se je njim zgodilo, da jim je avto zgorel, ko je bila otrok. Ne vem, mislim, da je bila stara 6-7 let, ne vem točno. Ampak so se mimo njih vozili avtomobili in noben ni ustavil in se je pol porodilo vprašanje, kdo so ti ljudje, ko ne ustavijo, zakaj ne ustavijo. Tako da to je bilo neko izhodišče za to uvodno sekvenco. Ja, in ponuja ogromno razmisleka ravno o tem, kdo so ti ljudje, kakšna je njihova dinamika, kakšne so njihove družine, kakšna je funkcionalnost le-teh. Tako da hvala za odlično razmišljanje. Še kakšno razmišljanje? Ja, bi se pridružil gospej z razmišljanjem, ker pohvale so bile že izrečene in so res na mestu, ker pa tudi hvala vam, da ste si vzeli čas, prišli sem in z nami delite vse te elemente nastajanja filma, ker mi, naše generacije, mogoče nismo tako seznanjeni s tem, kako dolgotrajen proces je nastajanje filma. Meni se je porodilo vprašanje, ko ste govorili o scenah, kje ste snemali in tako naprej, koliko snemalnih dni ste zapravili za to, da je tak film nastal. Imam pa čisto drugo razmišljanje. Namreč ob teh sklepnih prizorih v gozdu, ko on tistega lovca davi in tako naprej, in izreče eno tako ključno misel, sem dober oče. In na koncu se film sklene s tem, v bistvu je happy end, ker ko sedijo tam na kavču in oba njegova otroka in so srečni, samo ta nova partnerka je malo tako, še negotova, kaj jo čaka. Ampak eno zanimivost, naprimer ob glasbi. Hvala vam, da ste Vivaldija tako dobro vključili tam noter v tisto zgodbo. Ampak vse skupaj je res tako prepleteno, da redko kdaj v slovenskem filmu vidiš to res zlitost zvoka, glasbe in pa dogajanja, kamere. Čeprav moram reči, da na trenutke še vedno malo obupavam, ker je malo Duletiča v vseh slovenskih kamermanih, ampak in ti stil, fotografija je tako, da se potem zagibljajo noter igravci, drugače so pa čudoviti prizori. Tako da res je toliko elementov, da verjamem, zakaj 7 besem dobil ta film. In še enkrat čestitke za glasbo in za vse. Hvala. Najlepša hvala. Ja, koliko snemalnih dni je res potrebnih in koliko široko obdobje je to zajemalo te snemalne dneve? Najbrž ni šlo za snemanje v šusu. Ja, vse skupaj je bilo, mislim, da 34 ali 35 snemalnih dni, ne vem točno, ampak smo vmes imeli 2-tedensko pauzo. Se pravi, najprej smo posneli vse prizore v gozdu, na cesti, te eksterjere, medtem se je pripravljala ta hiša, po 2 tednih te pauze smo šli še to posneti in moram reči, da je zelo pasala ta pauza, ker ti naši snemalni dnevi so zelo naporni, dela se 12 plus ur na dan in moram reči, da človek je po 1 ali po 2 tednih je, jaz rečem temu, zombi modu, ker še samo greš naprej, hodiš, daješ eno nogo pred drugo, ni več veliko časa za razmislek pa in inspiracijo in je pauza zelo dobrodošla vmes. Ja. Vedno dobro pri načrtovanju same produkcije oziroma snemanja je, da si pravilno tempiraš, koliko snemalnih dni in pa tudi koliko odmora vmes potrebuješ. Hvala za komentar in vprašanje. Še kakšno vprašanje?
Upam, da nisem kakšnega vprašanja. Nekaj, ko je gospod Lih konc omenil, ko se mu zdi happy end. Vesel sem, da se vam tako zdi. Ampak jaz ga vidim mogoče ne to kot srečen zaključek, ampak kot neka možnost, da zdaj bodo pa lahko postali prava družina, pa imeli pristne odnose med sabo. Mislim, da še niso tam, ampak mislim, da so se možnosti odprle za njih. Tako, ja. Super, hvala za torej komentar in vprašanje. A sem koga slučajno spregledal kakšno roko v zgornjem delu na balkonu? Če bo kakšno vprašanje, seveda. Kar izvolite. Hvala. Meni ta hčerka je bila tudi ena taka, kako bi rekla, figura v filmu, ki se mi vse okrog nje vrti pravzaprav. Starša se vsak s sabo ukvarjata, ona pa sama bolna, potem se to razplete in razvija, da je bolezen, se že skozi to lasuljo nakazuje, pa doma, pa omejena po eni strani je tak stil, da se otroci je treba imeti kot jih v enem takem steklenem povezanem, stekleni kletki, v šolo ne hodi, sovraži to, volje nima in potem se pač, ko je zlom noge, je tisti ključen tam, ki pade in se seveda krhke kosti, zlom hiter pride in bolnica in kaj se vse pa razkrije, tudi ta fant vidi, kako so praznovali njen rojstni dan v bolnici, ko je bila predtem bolna in ta bolezen je zaznamovala družino, ampak nekako, kada jo ni, tako se mi zdi, otrok ni na prvem mestu, ampak zabave in vesolje in mama in lepota in to, ta videz je na prvem mestu. To me malo skrbi, ker je to tudi en prikaz današnjega življenja. Vse tako je. Žal, jaz sem malo stara že, ampak tako vidim mlade, pa vendar mislim, da tudi čutijo kaj lepega v sebi in da se potem zgodijo stvari, ki vse nekako v pravo smer obrnejo. Hvala lepa. Ja, zanimivo opažanje. Mitja? Ja, imam repliko na to. Ja, starša sta, kako ste rekli, distancirana od svoje hčerke, ampak jaz mislim, da to v osnovi izhaja iz te skrbi pa iz pretekle travme. Se pravi, rešujete to z popolnim nadzorom svoje hčerke. Ne pustite jo v šolo, mora se šolati preko interneta, oče jih zapre v ta mehurček. Se pravi, hočete zaščititi svojo hčerko, ampak funkcionira to vse na napačen način. Mimo iskrenih odnosov. To je bila ideja za tem. Je pa tudi zanimivo, to je bila dejansko prva večja vloga Milina v filmu. Nekako je bila tudi... Mislim, da celo prva. Ja, prva. Dejansko je bila mečkeno vržena. Kakšna je bila dinamika tukaj med njo in Katarino? Kaj da rečem? Mislim, da sem nekje slišal, da je Katarina bila tista, ki je rekla v pravem trenutku, ok, zdaj si pa utrujena, zdaj gremo pa počasi domov, da je bilo nekaj tega materinskega odnosa tudi v njunem. Ja, definitivno je bilo. Se v resnici imata izredno topel odnos. Po vsem kontra, kar imata tule v filmu. Ampak Mila se je zelo hitro, zelo dobro znašla na setu. Vidi se, da ima starše igralce, so jo pripravili na vse, kar jo čaka. Tako da nikoli nisem jaz dobil občutka na setu, da bi karkoli trpelo, rečemo, njeno privatno življenje zaradi tega. Je bilo kaj lažje stati ob Katarini oziroma ob mami na ta način, imeti ta odnos? Verjetno je bilo. Ja. Ampak je Mila zelo samozavestna. Mislim, tudi zraven Mandića, ko bi mogoče kakšni drugi igralci se počutili prestrašeno, je bila zelo samozavestna. Mu tudi dajala feedbacke na njegovo igro, mu je povedala, kaj je zasral, kaj je vredno naredil. Zelo hitro se je zelo dobro znašla na setu. No? Ja, super, lepo slišati. Marko je tudi tako prijazen človek, da je poslušal in vzel te njene nasvete. Sprejme. Ja, vseeno se pozna. Super, hvala za odlično opažanje. Še zadnje vprašanje, če je? Še nekaj bi povedala pri deklici. Človek je družabno bitje. In to je bilo tako lepo prikazano, ona, ki je bila odrinjena na rob, vedno iskala pozornost. Tam je usvajala unga, potem vedno je kaj najdla način,
da so jo opazili. In to je bilo zelo lepo prikazano. Hvala. Super, hvala. Še kakšna roka, smo še koga spregledali za kakšen komentar, mnenje, vprašanje? Okay, v bistvu je to res po vseh teh potovanjih, po vseh festivalih skoraj da ena tistih zadnjih projekcij in priložnosti, da se pogovarjamo o tem filmu. Rad bi se vam seveda ob tej priložnosti zahvalil, da ste se odzvali, prišli povedati kup detajlov, na katere pravzaprav nismo bili tako pozorni oziroma se jih nismo znali umestiti v celotno dogajanje, tako da res najlepša hvala. Hvala Mitja, hvala Boris, hvala Primož in pa hvala vam za odlično opažanje, za to, da ste imeli vrhunske, tako kot vselej, komentarje, mnenja in vprašanja. Tako da hvala vam še enkrat in lep dan še naprej. Hvala.